Marko, vas lepo pozdravljam, tudi Matic je tukaj, samo da te vklopim. Pozdrav Matic, tudi Saša je tukaj, zdravo. Dober dan. In z velikim veseljem v tem studiu pozdravljam tudi Vilija Resnika in Mirana Rudana. Dobrodošla in pozdravljena na totem radiju. Maribor! Kdaj sta bila na zadnje v Mariboru? Jaz večkrat, pa ne pove svojo zgodbo. Ja, ne vem, že nekaj časa, po moje, kar nekaj časa. Tako da, veš kaj, iz Gorice do sem je kar dolga. Ja, kar, ja. Pa ta avtocesta vmes, pa gužva. Pa gužva, pa to se ne splača. Se pa pelem mimo Maribora zaradi nastopov, to pa je res. To sem se pa pelil v mesi v soboto. Aha, ok, lepo torej. Dobrodošla še enkrat torej na toti radio. Zdaj minil že več kot mesec dni od te novice o enem prvem skupnem koncertu, ko sta v hipu razprodala ta ljubljanski koncert in sta imela zdaj verjetno tudi dovolj časa, da malo ponotranjita to, o tem malo razmislita. Vaju je takšen odziv presenetil? Mene ne. Da je bilo v nekaj dneh samo? Ne, mene ne, bom rekel, mogoče celo malo več sajta. Naprimer sem pričakoval, da se bo zgodilo, ampak glede na to, da smo aktualna oba dva, jaz iz svoje strani, on iz njegove strani, moji koncerti so razprodani do konca leta, tudi v začetnem letu. Tako da nekako vedel sem, pa tudi Štajerci imajo zelo radi. Tako, cela Slovenija. Tako da me ni presenetilo, sem en takšen človek, da grem rad do roba prepada, ampak nikoli ne padem v tisti prepad, ker sem že prej zihar. Vili bo povedal zdaj svoj komentar, kar se tega vpraša. Ne, jaz sem rekel tako, ja, Miran je takrat, ko smo se zmenili za ta pač nastop, Miran je tako rekel, Mona, majava, bo. Jaz pa moram reči, da sem bil malo skeptičen, ker nisem vedel, kako bo. Kajti, veš kako, so časi, ko mogoče niso tako rožnati in nikoli res ne veš, kaj se zgodi. Posebej bom rekel, v Ljubljani za slovensko muziko sem bil malo skeptičen, ampak potem, ko se je to zgodilo, moram reči, da sem presenečen, vesel, ponosen, kajti to je nagrada za vso delo, ki sva ga delala vsa leta. Ja, tako, in ljudje to prepoznajo. Pardon, to Matic. Ja, se strinjam absolutno s to izjavo. Torej, v Ljubljani 16. novembra, v Mariboru pa naslednje leto 24. januarja v dvorani UŠC Leona Štuklja. In zdaj vprašanje, zakaj Maribor? Pa ne me narobe razumeti, mi smo veseli, da prideta, ker po moje štajerska čaga bo ta prava pred, med in po koncertu. Ampak zakaj ne recimo 2 koncerta v Ljubljani ali pa koncert na Primorskem? Ne glede na to, ampak bom rekel, zelo je moj odgovor bo čist srčen, ne zaradi tega, ker sem jaz preživel, bom rekel tudi moja žlahta, Maribor mi je zelo drag pri srcu, iz enega preprostega razloga, na hitro bom povedal, da sem preživel tukaj res ogromno svoje mladosti, Maestrova ulica, bom rekel in počitnice, tako da ne, da bi mi bilo to kaj drago. Jaz bom rekel, da tudi pri sami promociji mojega tega novega filma Amen bi prej izbral praktično Maribor kot Ljubljano, ampak Ljubljano dejansko v bistvu se zmeraj izbira samo zaradi tega, ker ogromno Mariborčani vseh ostale regije, bom rekel, Dolenci živijo v Ljubljani. Glede na to, da je to sam center, glede na to, da noben te ne bi šmergnil, naprimer, če ti to narediš v Mariboru, so enostavno, čist simbolično takrat rekla, pa greva v Ljubljano, glede na to, da vemo, da to ni ljubljanska publika, to je publika cele Slovenije. Tako. In tukaj dejansko v bistvu je bil ta odločitev, ampak nedvomno takoj na začetku se je že dogajalo to, ali je to Ljubljana ali Maribor. In vsekakor bom rekel, je Maribor takoj zdaj za Ljubljano, glede na to, da je Ljubljana razprodana, da so pa malo brzi. Ker v tem trenutku pa so rekla, da je šel v Maribor, glede na to, da meni je tudi ta publika, bom rekel, wow. In v bistvu vse smo razmišljali tudi o tem, da bi naredili pač več nastopov v Ljubljani. Pa vendar smo rekli na koncu, dajmo pejmo med ljudmi. Med ljudi pejmo, kajti ljudje so tisti, ki hočejo imeti to in uživajo v tem trenutku in zato smo rekli Maribor. Zato, ker je pač Maribor, ker so Štajerci. Če bi lahko rekel po svoje, bi rekel malo drugače, ampak zato, ker znajo žurati. Ne bom pa drugače rekel po domače. Kaj pa bi bilo po domače? Ker jaz vem, nekdo mi je prej povedal, da ima Vili zelo rad štajerske produkte. Je to res? Ampak nisem smel paziti, res je. Pazi, a ni fino. Konc koncev, jaz sem prijatelj Štajerce, ki znajo uživati v življenju in znajo sprejeti tisto, kar naredijo in dio mijo in dobro je to. Alora, zakaj ne bi? In mogoče sem bil mogoče sem bil malo grob, ker sem rekel zakaj, ampak to je resnica, saj priznajo. Ampak veste, kaj pa ima najhujš zdaj?
A ni tudi ona z nami, bom rekel, naša punca, stari, boga reba, smo jo tako na stranski tir dali prosti, stara. Z razlogom je tam. Vse bo ta izvedla v pravem času. Bi pa samo rad dodal, ker govorimo o tem mariborskem koncertu. Vili in Miran sta za vas, drage poslušalke in poslušalci, prinesla tudi par kart za koncert. Tako da skočite na naš Facebook in pod objavo označite, koga bi peljali zraven na koncert, pa bomo potem nekoga izžrebali. Ne? Sicer pa zdaj to vajno sodelovanje ni zdaj nekaj čisto novega, ne? Ker sta že nastopala skupaj v oddaji v petek zvečer, ne? Pa v skladbi. Mislim, da so že kar veterana, ti si sami. Mislim, Zelena dežela, ne, tudi tam. Niti več naslovom ne poznamo, naprimer, je pa res, da so to, bom rekel, dokaj kočljivi komadi, praktično, kar se tega tiče, glede na to, da oba dva prihajava iz istega benda v tistem času, en cajt on, en cajt jaz, en cajt on, en cajt jaz, ampak definitivno to muzika je nastalo ne samo zaradi tega pop dizajna, ampak tudi medva sva avtorja teh pesmi. Res, ogromno ljudi reče, naprimer, tako, če ne dobiš Rudana, boš dobil Resnika, če ne dobiš Resnika, boš dobil Rudnik, bom rekel Rudana, ampak to samo dejansko v bistvu, res je taka zadeva, malo podoben repertoar, ampak Blaž Švab je to naredil tako dobro, to me zanima, trenutku in glede na to, da ne bom samo jaz govoril, ne povedal. Ne, se v redu, pazi, sej, v bistvu Blaž je začel s to zgodbo in potem sva to oddelala, pač oddelaš kot profesionalc, ampak reakcija ljudi bila pa strašna, pozitivna. In zato je to tudi nastalo, bom rekel, kot zahvala ljudem, ker so naj nekako spodbudili. V bistvu je bilo samo vprašanje časa, kdaj in kaj bomo naredili. Pa nismo niti razmišljali o tem, da bi dejansko v bistvu to naredili, ampak tudi sam kot človek, kadar ti opazuješ samega sebe na odru gor, ti nimaš ne vem kakšnega učinka, ali je to dobro, ali to ni dobro. Tudi če smo bila oba dva noter. Ampak vsi so potem rekli, noro. Sicer bom rekel, ne bom zdaj govoril, ker bi na dolgo, zakaj je to noro, ampak potem, ko si pa na televiziji sam pogledaš tudi to, pa ne maram se preveč gledati na televiziji, tudi nočem poslušati svoje komade, ki so narejene, naprimer, to, niti približen. Ampak fora je bila, da sem ene dvakrat naletel na nekatere zadeve, da so oni rekli, poglej, to je dobro. In pol smo medva niso niti začela počasi študirati, nekdo drug se je tukaj pojavil, že spet nam predlagal določene stvari in so rekla, pa porka duš zdaj začeti, naprimer, in čim smo začeli v trenutku par dnevih razprodani nabito poln, naprimer Media Center v Ljubljani, smo rekli, čekaj malo, moramo to pokazati tudi v Mariboru, v kakšnem Kopru, mogoče tudi, kaj zvem, pojma njem zdaj. Če lahko še srečam, stari, v zadnjem času imam strašno veliko prijateljev Štajerskega. Vsi bi radi karte. Nisem prijatelji. Vesel sem, stari, da imam to prijateljev. Evo, Vili Resnik in Miran Rudan sta gosta v tem studiu, 3 minute pa smo nazaj. Kaže ura, Saša Matic in Marko smo tukaj, zdravo. Zdravo. V tem studiu pa tudi, pardon. Vili non-stop gleda na mojo desno stran. Sicer ne mene, ampak Sašo. Jaz gledam oba. Pardon, nisem pa tega opazil. To ta Štajerka je zvita, stari. Sptuja. Ok, v tem studiu torej Vili Resnik, Miran Rudan, 16. novembra letos razprodan skupni koncert v Ljubljani, 24. januarja 2025, pa še koncert v dvorani UŠC Leona Štuklja. Par kart za ta koncert sta vam, drage poslušalke in poslušalci, izrihtala Vili in Miran, tako da skočite na naš Facebook in se obtačlete pod objavo. Povem še nagradno igro, pa žal mi je, da nismo takšno naredili. Koliko otrok ima Vili, pa koliko otrok ima Rudan praktično. In katerega spola so njegovi, katerega spola so. A dobro to. Pravi poslušalci bi vedeli. Ker pustimo rajš to. Prosti. Ok, ko pa govorimo zdaj o dveh koncertih, verjetno, mislim, mene to najbolj zanima, pa marsikaterega drugega tam zunaj, od poslušalcev, kaj bomo slišali, kaj bo na meniju, samo stari komadi, novi komadi, mešanica ali kak si boste razdelila? Jaz bom rekel tako, da res karijera je ful dolga, naprimer, glede na to, da je mojih je 40 let, mislim, da mogoče kakšno leto manj njegovih ali pa tudi mogoče eno leto več. Dejstva so takšna, naprimer, da ta zgodovina je naredila, da sva medva danes tukaj, je tudi to pokazatelj, da medva to ne gledava zdaj neki spomin za nazaj. To pomeni, da enostavno nekatere stvari so se zgodile, naprimer, jaz bom pri sebi začel z debelimi deklicami, Zelena je moja dolina, v Shopping in Graz, potem je Rudan prišel do zapadov
padel je prvi sneg, pa potem je Rudan Lauro pel, pa potem je Na nebesa, pa potem Naj vino tvoj. Bom rekel, ogromno vsega tega je v današnjem cajtu tudi, naprimer, ne? In tukaj je mogoče tisti ta pravi pokazatelj, da tukaj ljudje ne pričakuje, da je to pa neka nostalgija, zdaj se bomo pa že spet isto upremili, kot smo bili takrat. Ta čas se je v 40 letih spremenil za znoret, naprimer, ne? Še to sem začuden 300 km/h, da naste na najlepšem placu v Mariboru studio, da lepo bulte zele ven, ka moram biti jaz proti vam obrn, pa da se je tudi Vili spremenil in je ratal ful lep in prijazen človek. Ne pa ti naprej povej. Pazi, glede repertoarja, veš kaj, imamo toliko, bom kratko povedal, da imamo toliko dobrih pesmi, da ljudje poznajo, mogoče bomo kakšno spustili, ko bi hoteli ljudje slišati, ampak v osnovi je toliko dobrih pesmi, ki jih bojo lahko zraven zapeli. In se mi zdi najbolj pomembna stvar to, da oni lahko zraven sodelujejo in zapojejo. A ni lepo za glasbenika, ko ti prenehaš igrati in oni pojejo? Absolutno. No, mogoče še samo vprašanje, glede na to, da je koncert čez približno pol leta, lahko pričakujemo stare frizure nazaj? Ker Vili pri tebi bi še lahko kaj zraslo. Bom zelo povedal na hitro. Da videl sem svojih par prijateljev, sicer jaz tega ne bi naredil, ampak glede na to, da me že dobesedno porivate v to noter, da bom probal najdeti oglas iz Turčije, da si bom dal presaditi noter, da vidim, kako bom že spet zgledal, naprimer. Mislim, da grozno, to pomeni, da... Ampak pustimo se preseneti. Ideja je res, pazi, zdaj se hecamo, ampak ideja je zanimiva, pazi. Kaj bi bilo, če bi res najdel neko lasuljo, da bi se upremo tako pa obleko? Pa Ne da se jo, naprimer. Pa dobro, pazi, tudi če ne bo čisto podobno, ampak ja, to so spomini, ki so ostali, ljudje naj poznajo po dolgih laseh, takrat je bilo to in konec koncev tudi strgane hlače. Pazi, zdaj, bo rekel en klapa je to, ampak zdaj je to tudi moda, tako da, ja, to je življenje, ne smemo se sramovati tega, kar je bilo. Tako da pustimo se presenetiti, pa vidimo, kaj bo na koncertu. Zdaj pa, ker se že več čas sprašujeta, zakaj je Saša tukaj zraven in je tiho. Saša je velika oboževalka in Saša ima vsaj dve super zgodbi oziroma super spomina na vaju. Tako da izvoli. In Vili ne ve, da se midva že poznava, da se tudi danes nisva prvič objela. Bilo je davno leto 98, bil je športni vikend Maribora na Pohorju. Ampak to... Ko je Vili privolil v fotografiranje z mano. Jaz bila stara 5 let. Vaš radio spremlja tudi na Primorskem? In me je vzel v naročje in sem jaz rekla, Vili, jaz te imam tako rada in te tako rada poslušam, da bi se ti prosim poročil z mano. In Vili me je odložil in je šel. In 4. julija 2024 nisem dobila odgovora. Vili, ti si res en pravi moški, kako si to narobe naredil, ampak pazi, a res? Evo fotografijo, dokazno gradivo. Madonca, ne, basat, mislim, to je pa res lep spomin, Madonca, oprosti, star, ampak ja. No, sej zato rečem, a veš kaj mi je hudo, ko zdaj, če rečeš mladini, Vili resnika pa Miran Rudan, potem vsi KPK, pa to, pa kaj to, ampak oprosti, takrat smo bili res zvezde in takrat smo vsi poslušali to in živeli s to glasbo in smo bili res idoli. Bodi tiho zdaj, kar se muske tiče, bodi reja. Sem jaz bila včlanjena tudi v tvoj fan klub, Vili resnika. In ima tukaj tudi kartico. In imam tudi tukaj kartico. Pazi, imate to so... Hvala ti. Z vsemi podatki in autogramom, prosim, danes novega. Jaz bi tukaj samo dodal, ker sem na tej kartici zadaj vse piše in sem zasledil, da si Vili takrat vozil avto Hyundai Sonata in da si se ukvarjal z akvaristiko in zelo zanimiv podatek, da je majica stala $850. Ale, tako ti bom rekel, Madonca, mislim, zdaj mi je ratalo sram, zato ker takrat je bilo tako, pazi, jaz ne vem, to je pač takrat Monika Urela, je pač fan club, je pa res, da sem bil ponosen in sem bil en redki, ki sem imel svoj fan club in je res dobro deloval, tako da sem res ponosen, a veš, zdaj živim na Primorskem in zraven mene živi pač ena tudi soseda, s katerim so zdaj prijatelji, tudi ona je bila včlanjena ta fan klub in lej, konc koncov,
to so spomini, ki vedno bojo ostali. Ja. In očitno smo res dobro delali in zdaj se me pred njo me sram, ker... Lahko jaz potem samo nekaj zaključim pri tej zgodbi od njih. Ja, prosim. Mislim, ne bo to mesec dni, 24.1. je koncert, po 24.1. če bo še kdaj videl Sašo, pa mislim, da bo počas zamenjal tablice iz Go na MG. Se veš, Pa mi da dva... slučajno ne bi bil ptujski grl. Veš, kaj se mi dva bila, sva bila pa 10 let kasneje, ne? Pri 15-16 v eni diskoteki na Ptuju je bila pa kar Saša zaslužna. Daj Rudana! Vidiš to? Ženske imajo vedno glavno besedo. Tako je tudi na te pesmi, na fuzbolne pust, stara. Lahko se mi zdaj tukaj le, bom rekel, smo glasni vse, ampak stari, ženske so tiste, ki odločajo, ali bo Rudan prišel na Ptuj ali ne. Alora, vidiš? Evo. To je življenje. Evo, nekaj spominov, nekaj krasnih spominov. Hvala, Saša, za to. Saša, res hvala. Hvala vama, Hvala, prosim. Eno Vili sliko in pa Miran, da ste si vzela čas, da ste prišla sem na toti radio. Jaz vam želim res super oba koncerta, da bo nabito polno, da bojo se vsi drli, Vabljeni tudi vi in nekako, da vidite to še v živo. da bodo se mogoče oblekli za v tisti čas, pa imeli take frizure. Zdaj se nas provocira. Zdaj pa res tudi začel sem razmišljati v tej smeri, ampak ti bo Za konec pa imam tukaj še eno mini darilo. Mi smo edini radio na celem svetu, ki ima lastne zobne ščetke. Tota premium zobna Res? ščetka VBO. Stari, povej mi nekaj, kaj pa če nimam zob več? Pol Hvala pa, lepa. pol pa Ampak podari. Tvoje mesto, tvoj radio, toti radio in tota ščetka, stari. Hvala vam lepa. Hvala lepa, pa se vidimo. Hvala ne? tudi radio. V Ljubljani pa v prosim izklopi, Mariboru. da mi Vili poveče. Ja, idite se slikati zdaj.